Franci, dober dan. Dobar dan. Takole, za vse naše gledalce najprej kratka predstavitev gospoda, ki stoji tule na začetku ali pa na koncu Tromostovja v Ljubljani v starem mestnem delu. Pred nami je gospod Franci Šivic, svetovljan, čebelar, začetnik API turizma oziroma čebelarskega turizma v Sloveniji in pa univerzitetno diplomirani inženir gozdarstva, ki pa je z mano danes zaradi tega, ker bo predstavil oziroma nam bo podal zanimive podatke oziroma zgodbo o zgradbi, ki se reče Filipov dvorec in o gospodu Tonetu Verbiču, ki je vezan ravno na to zgradbo. Torej, Franci, uvod je narejen, beseda je tvoja. Hvala lepa. No, gremo v leto 1957. Jaz sem takrat začel čebelariti in sem se tisto leto upisal v Ljubljansko čebelarsko društvo. In prvi človek, ki sem ga srečal v pisarni tega društva, to je bilo takrat na Miklošičevi, je bil Tone Verbič. Mož, prijazen, hudomušen in me je sprejel in rekel, no, dobro, da imamo zdaj kakšnega mladega, mi smo vsi stari in če ne bomo imeli mladih, bo naša čebelarska organizacija propadla. In tako sem ga spoznal. Živel je pa v tele stavbi, tule, taj Filipov dvorec, in sicer v prvem nadstropju in tu na oknu je imel 4 panje, take manjše panje. In ko sem ga enkrat vprašal, Tone, kam pa letajo vaše čebele, kje nabirajo med? Ja, rekel, veš, kar s kangeljcami na tržnico, tam ga dobijo dovolj. No, veliko so se potem družila. Moram pa povedati to, da je bil on pred vojno trgovec in sicer je imel tu spodaj delikatesa, vse še vedno delikatesa, in bil je celo predsednik trgovcev Jugoslavije in zakladal je kraljevi dvor z hrano. To je pomembna osebnost. No, po vojni so mu nacionalizirali to delikateso, ker je bil kmalu vdovc, ni pa imel družine, je bila čebelarsko društvo postavilo njegovo družino. In meni je skoraj vzel rekel kot enega sina. Tako da so se veliko družila. Moram reči, da sem bil tudi na koncu na njegovi smrtni postelji. Namreč, ko je bil zelo star, tam okrog 90 let, je šel v dom in potem sem iz doma poklical, rekel, gospod Verbič, bi pa želel te videti, a bi šel pogledat malo ga. In sem šel tja, ležel je v postelji, sem že mislil, da je umrl, ampak potem ga malo podrezam, pa se zbudil, je spal in prav, me veseli, da si prišel, veš, kaj ti bo povedal. Čuvajte našo čebelarsko organizacijo, ne smejo nihče razbiti. In to so bile njegove zadnje besede. Se pravi, čebelarska organizacija, to je bila njegov otrok. Franci, najlepša hvala za to zanimivo zgodbo oziroma resnične podatke. Rada bi te še vprašala, ti čebelariš tudi v Ljubljani. Ja. To se pravi, da si dejansko urbani čebelar, nadaljuješ tudi idejo gospoda Verbiča in vem, da si častni član društva Urbani čebelar. A lahko mogoče še kakšna beseda na to temo? Ja, ljubljanski čebelarji smo bili od nekdaj, torej tukaj v Ljubljani in to tradicijo nadaljujemo. S tem, da imamo zdaj društvo, poleg čebelarskega društva Ljubljana, tudi društvo Urbani čebelar. In tu v tem društvu niso zdaj samo fizične osebe, ampak so tudi podjetja. Panje pa imamo na raznih, recimo na strehah, balkonih, praktično po vsem mestu. In lahko rečem, da verjetno ni prestolnice na svetu, kjer bi bilo toliko čebelarjev na število prebivalcev. To smo res prvi. Se pravi, da imamo mi, Slovenci, čebelarstvo v genih. Čebelarstvo je res naša velika ljubezen. Zanimivo je potem peljati ljudi po tej naši poti, ki imamo po Ljubljani, Čebelja pot, kjer imamo kar nekaj zanimivih točk, kjer se ustavljamo in kjer lahko zvemo, kaj se je dogajalo tukaj pred leti in kaj se še danes dogaja.
Odlično izhodišče za zaključek najnega kratkega pogovora, namreč Čebelja pot v Ljubljani, včasih rečemo kar Čebela v Ljubljani, je pot, ki je začela zelo intenzivno nastajati leta 2016, je postala primer dobre prakse in je vodilna tudi v mreži podobnih poti po Evropi in tisto, kar je najlepše, vedno kaj novega se lahko doda se kakšna ogledna točka ali mogoče malenkost, tako da ena izmed teh zadnjih točk izredno pomembnih, vendar mogoče malo manj poznanih, je ravno zgodba in pa kraj, kjer je domoval Tone Verbič. Franci, najlepša hvala še enkrat, ker si se mi pridružil, pa zaključiva kar s pogledom na Filipov dvorec. Hvala lepa. Hvala tudi tebi.